Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, spet smo sliko nazaj v Dobrovcah, kjer je pred nami drugi polčas tekme 11. kroga 3. slovenske nogometne lige vzhod obračuna med Dobrovcami in Posavjem iz Krškega, v katerem trenutno domačini iz Dobrovc vodijo z 1-0 po zadetku Elvina Podbrežnika iz prve minute. Med polčasom je prišlo do ene spremembe. Ferit Šabotič je zaradi poškodbe zapustil igrišče, zamenjal pa ga je Nejc Grandošek številko 17. Tako da zdaj na igrišču za ekipo Dobrovc Ploj, Mlinar, Petek, Blagus, Strah, Grandošek namesto Šabotiča, Levačič, Jager, Sagadin, Bohak in Podbrežnik. Na drugi strani gostujoči trener Rok Zorko ni napravil nobene spremembe, tako da na igrišču še vedno Ašič, Škoda, Lokar, Macur, Kmetič, Bajc, Pirc, Drnovšek, Žur, Rešetič in pa Bogolin. Tekma se je medtem že nadaljevala. V napadu so nogometaši Dobrovc, ki imajo na voljo met iz avta. Nogometaši Dobrovc, ki so v prvem polčasu igrali kar dobro na krilih zmage iz prejšnjega kroga, zmage proti Zrečam, ki je bila njihova prva zmaga v tej sezoni in nekako popotnica, seveda po željah trenerja Breverja in vseh ostalih v klubu, v rezultatsko uspešnejšo obdobje. Ekipi sta sicer na lestvici sosedje, 12. uvrščene Dobrovce so mesto pred 13. uvrščenim Posavjem iz Krškega, ki je zbralo v tej prvenstvu enako število točk, ampak je mesto nižje zaradi slabše gol razlike, danes pa torej izgublja, in če bi končalo pri tem rezultatu, bi za 3 točke Krčani zaostajali za Dobrovčani. Pri žogi je zdaj Levačič. Žogo so sicer Krčani prebudili nazaj, Macur. Macur izbija, Podbrežnik je bil odlično postavljen. Kmetič. Odlično je pritiskal Bohak na Kmetiča, potem pa storil prekršek. Oglasila se je peščavka sodnika Blaža Bezjaka, ki je danes glavni delivec pravice, pomagata pa mu ob stranskih črtah Robert Šprah in pa Lovro Mileta. Naj povem tudi, da je eden izmed junakov domače ekipe iz prvega polčasa vratar Tilen Ploj, ki je v 37. minuti gostujočemu kapetanu Mihi Drnovšku obranil 11-metrovko. Prekršek medtem nad Žanom Petkom in prosti strel v korist ekipe Dobrovc, ki danes nastopa v pretežno modri športni opremi, medtem ko gostje iz Krškega nastopajo v beli športni opravi. Ploj izbija proti Podbrežniku, zanesljiv je bil ob njem Lokar, Rešetič in Drnovšek, Drnovšek v sredino, izbija Petek. Odlično se je boril Podbrežnik, potem poskušal na levo stran proti Grandošku, neuspešno. Pritisk na zadnjo vrsto Krčanov zahteva domači trener Zvonko Breber. Out bo to za Dobrovce, izplačal se je pritisk. Umirjajo pa sedaj situacijo nogometaši Dobrovc. Mlinar proti Sagadinu. Podbrežnik je prišel do žoge. Podbrežnik je lepo spustil proti Grandošku. Grandošek in Bohak. Bohak v sredino. Priložnost je bila to za Sagadina, žoga pa je končala v kotu za Dobrovce. A že takoj v 4. minuti nadaljevanja nevarnost za vrata Jana Ašiča. Tudi v prvem polčasu seveda takoj na začetku nevarno
Dobrovčani bodo očitno spet poskušali s pritiskom v prvem delu polčasa. Izvajalec kota bo Aljaž Jager. Jager z prenizko podajo, s katero niso imeli težjega dela branilci Posavja. Lepo se je obrnil Strah. Pošilja v kazenski prostor, kjer je Ašič izbijal ob Sagadinu. Naj povem, da sicer v tem krogu še 6 ostalih tekem. Danes 3 obračuni, Šmarje pri Jelčah in Bistrica se bosta pomerila v Šmarjah, pa v Konjicah obračun med Dravinjo in Podvinci, v Prevaljah pa koroški derbi med Korotanom in Dravogradom. Ponovno globinska podaja, ki je končala v rokah gostujočega vratarja. Pa da nadaljujem prejšnjo misel. Jutri sledijo še 3 tekme, in sicer Šmartno odhaja na gostovanje v Videm pri Ptuju, Cirkulane bo doma pričakale Zreče, Šampion pa bo doma gostil ekipo iz Zavrča. Krešo Blago se je zdaj izkazal z dobro reakcijo, žogo je spravil do Grandoška, pa Podbrežnik. Lepo Podbrežnik, potem pa si je dal nekoliko predolg predložek in Pirc mu je žogo izbil. Blagus in Ploj. Ploj z visoko žogo, Pirc, ob njem je bil Grandošek, Pirc je žogo spravil do Drnovška. Priložnost za Rešetiča, Rešetič pa je igral v petku, nekoliko preveč je kompliciral, na levi strani je bil dobro postavljen Bogolin. Splavala pa je po vodi priložnost za Posavje. Proti napad Dobrovc preko Podbrežnika, nekoliko slabši sprejem in s tem je Klavdijo Lokarju omogočil, da mu je žogo izbil. Škoda in Rešetič, padel je Rešetič ob Blagosu. Ničesar ni zapiskal sodnik Bezjak. Drnovšek ohranja posest v sredini, potem pa nekoliko slabša podaja na levo. Bohak z dobro globinsko podajo, Podbrežnik ni uspel kratiti te žoge, Kmetič in Pirc. Pirc in Drnovšek. Pa Macur do Pirca. Lepa kombinacija Bajca in Žura. Potem sicer izgubljena žoga. Pa Jager na levo proti Podbrežniku. Podbrežnik v kazenskem prostoru je odlično postavljen, Sagadin. No, žoga do njega ni prišla, je pa kljub temu končala v mreži. Gostujoči, se pravičujem, centralni branilec Nejc Macur je žogo odbil za hrbet svojega vratarja in v 53 minuti po avtogolu Macure Dobrovce do zvišanja prednosti na 2-0. Ja, dejansko je očitno tista zmaga proti Zrečam navdahnila ekipo, ki danes izgleda precej dobro in zdaj torej viša vodstvo na 2-0. Lep protinapad je bil to Podbrežnika, ki je dobro podal v sredino. Ja, Nejcu Macuri ni ostalo druga, kot pa da podstavi nogo. Nekoliko nerodno je izbijal in žogo poslal v lastno mrežo. Če je seveda ne bi pa do strela iz kakšnih 5 metrov prišel Kristjan Sagadin in tudi to bi najverjetneje znal pretvoriti v zadetek. Igro z roko je zdaj označil sodnik Bezjak. Žoga bo pripadla iz prostega strela gostom iz Krškega. Macur z dolgo podal proti Bajcu, ob njem je Mlinar. Mlinar ni tvegal in žogo je izbil v nov kot za Posavje. V prvem polčasu so Krčani imeli na voljo kar 11 kotov, nobenega od teh pa niso uspeli pretvoriti v zadetek.
predložek v kazenski prostor, tam je bil Nejc Macur, žoga ga je preletela, kot tudi vse ostale in končala v golavtu. Gostujoči strateg Rok Zorko medtem pripravlja prvo zamenjavo. Pripravlja se številko 7 Domen Peklar. Sicer po Peklarju na klopi pri gostih samo še Leonis Cekaj. Pri domačih pa na priložnost na tej tekmi še čakajo Ane Jurič, Klemen Kelc, Aljoša Kirbiš, Alen Hutinski, Rok Lubej in pa Nejc Hedl. Pri žogi ponovno Podbrežnik. Podbrežnik z dobro podajo proti Bohaku. Bohak preigrava. Še vedno Bohak spustil žogo Grandošku, ki pa je bil v prepovedanem položaju. Sagadin je žogo sicer poslal v mrežo, ampak že predtem se je oglasila sodniška peščavka. Šlo je za prepovedan položaj. Zdaj je torej čas za že napovedano menjavo. Peklar je tisti, ki bo vstopil. Iz igre pa bo počel, mislim, da nogometaš številko 18, Matej Škoda. Ja, tako je, Matej Škoda je tisti, ki je svoje mesto na igrišče prepustil Domenu Peklarju. Dobra podaja Ašiča proti Bajcu, ki zdaj prodira po levi strani. Bajc ima nekaj prostora za strel, Bajc se je odločil za strel. Zapisali bomo sicer strel v okvir vrat, ampak še enkrat več ni imel težjega dela s tem strelom vratar Tilen Ploj. Linar lepo do Sagadina, odložil je proti Bohaku, a odbok je padal nogometašem Dobrovc. Grandošek, tako je nazaj Bohaku. Pa prekršek Pirca nad Grandoškom in prosti strel za Dobrovce. Opozarja sodnik Bezjak Pirca za neprimerno reakcijo, ko je žogo po pisku odbil. Jager na levo stran proti Strahu, nekoliko slabša podaja, Peklar je to prestregel. Pirc, pa Žur. Žur je poskušal zgodovinsko podajo v sredino, neuspešno, Bajc. Podaja Bajca, ki pa jo je odbil Krešo Blagus. Na desni strani je Mlinar. Mlinar in Bajc. Bajc prodira. Odlično pa je reagiral Kristjan Sagadin. Z dršečim štartom je žogo izbil izven meja igrišča. Kmetič. Prekršek nad Kmetičem je zdaj napravil Bohak in si v 58. prislužil rumeni karton. Za njega to sicer že tretji rumeni karton v tej sezoni. Ponovno priložnost za predložek v kazenski prostor. Ponovno je za to nalogo zadolžen Domen Žur. Elvinjo, pomagaj! Stopite v linijo, pa usklajeni bodite! Žur čaka na znak sodnika Bezjaka. Podaja v sredino, ni bila to slaba podaja, ampak do strela tam ni prišel Miha Drnovšek. Na desno stran do Mlinarja, ta je bil pod pritiskom in je bil prisiljen žogo izbijati na nasprotnikov polovico. Dobro je Bohak potem ukradel žogo Kmetiču, ampak ob tem, kot kaže, storil prekršek.
Ilc. Dobro je Mlinar tam prvi prišel do žoge, potem pa ga je neugodno zadev Leon Bajc in oglasila se je sodniška piščalka, Leon Bajc pa bo prejel tudi rumeni karton. Z Andražem Mlinarjem bo na srečo vse v redu. Že je pripravljen, da izvede tale prosti strel. Drugi rumeni karton pa v aktualni sezoni za Leona Bajca, levega bočnega branilca ekipe Posavja iz Krškega. Levačič, Mlinar. Drnovšek je pritiskal. Žoga še enkrat iz avta za Dobrovce. Mlinar in Podbežnik. Pa Bohak. Jager. Strah. Strah preigrava na levi strani. Sagadin in Blagus. Blagus žogo pošilja proti kazenskemu prostoru, kjer so gostujoči branilci zanesljivo izbijali. Zdaj pa slabo izbijanje Lokarja. Padel je tam Jager. Rumeni karton za Domna Peklarja. In prosti strel bo to povsem na robu kazenskega prostora za Dobrovce. Ja, za trenutek sem zastal, če gre morda celo za 11 metrovko, ampak kot kaže se je prekršek zgodil povsem na robu izven kazenskega prostora in lepa priložnost za Dobrovce, da povišajo vodstvo na 3-0, kar bi jim potem omogočalo, da tekmo res mirno pripeljajo do konca brez večjih pretresov. Blagus in pa Jager sta zdaj pri žogi. Očitno bo eden od njiju izvajalec tega prostega strela. Res lepa priložnost za Dobrovce. Blagus je stekel stran od žoge, Jager je streljal. Janašič pa dobro obranil tale prosti strel in samo kot bo to za Dobrovce. Izvajal ga bo kar Aljaž Jager. Seveda vsi visoki nogometaši, vsi dobri skakalci ostajajo v kazenskem prostoru Posavja. Jager s predložkom, tokrat dobra žoga. Do strela tam mislim, da Žan Levačič, ki pa je te žoge ni uspel preusmeriti v smer gola Posavja. Hitro je tam Rešetič poskušal s proti napadom, potem pa drseči štart Sagadina in mislim, da gre celo za prekršek v korist gostov. Macur. Macur in Drnovšek. Blagus lepo odbija do Straha, potem izgubljena žoga. Pa priložnost, a ne, Bogolin se je znašel tam na desni strani. Prišel do lepega strela, ampak še enkrat več se je izkazal Tilen Ploj. 13. kot za Domna Žura. Žur z ostro podajo, do žoge je zdaj prišel Timotej Rešetič in jo iz zares neposredne bližine poslal v mrežo. Znižanje na 2-1, napaka v obrambi pri domačih in gostje so zdaj uspeli rezultat znižati. Ja, enega od teh številnih kotov so vendarle morali izkoristiti gostje in zdaj torej
lovijo samo še en gol zaostanka na tej tekmi. Dobro se je znašel Jager. Jager proti Sagadinu, dobro je bil postavljen Peklar, ki žogo odbija v out. Z roko je zdaj tam igral Darjo Strah, prosti strelbo za ekipo Posavja. Dolga podaja v sredino, Rešetič je pri žogi, dobro ob njem Blagus, Levačič in Bohak. Dobro Bohak, ki pa je bil pod prekrškom, ustavil se, sodnik je sicer najprej pustil prednost, ampak potem, ko se je Bohak ustavil, je seveda bil primoran zapiskati prosti strel v korist Dobrovc. Bohak in Blagus. Ploj. Ploj zelo natančno podajo na Podbrežnika. Podbrežnik se je dobro znašel, podal Sagadinu, ki kot kaže ni bil v prepovedanem položaju, znašel se je iz oči v oči z Janom Ašičem, ampak nastreljal je vratarja gostov. Proti napad zdaj za Krčane. Bogolin, ob njem je Petek. Še vedno Bogolin, našel je zdaj Bajca. Bajc se je obrnil, nastavil se je žogo na desno nogo, potem pa je tam do strela prišel, mislim, da Miha Drnovšek, ob sicer dveh branilcih Dobrovc, ampak zgrešil cilj, na srečo domačih. Jasno, ta tekma še zdaleč ni odločena, vse se še lahko zgodi, zdaj so jo dodatno začinili gostje s tem doseženim zadetkom iz kota. In do konca nas čaka še kar nekaj zanimivega dogajanja na tej tekmi. Mlinar zdaj nekoliko tvegano vrača do Ploja, ampak vendarle na koncu uspešno. Ploj pa je žogo mirno prijel in jo bo zdaj z rokami vrnil v igro. Samo za trenutek do žoge, potem pa Levačič in Grandošek, pa Podbrežnik. Podbrežnik lepo z prve, ampak tokrat zanesljivo žogo lovi Ašič. Takoj proti napad Posavja preko Bajca. Bajc se je obrnil, ob njem je bil Bohak, pa Kmetič. Pirc. Odlično Pirc med dvema nogometašema Dobrovc. Kmetič za globinsko podajo proti Žuru, ki pa do nje ni prišel, potem pa prekršek Drnovška nad Jagrom, ki je zdaj obležal na tleh. Športno se je Miha Drnovšek Jagru opravičil. Jager pa je medtem že ostal in bo, kot kaže, lahko nadaljeval s to tekmo. Petek kar na kratko do Jagra. Jager proti Grandošku, lepo se je obrnil Grandošek. Žoga pa iz igrišča, mirno je tam Nejc Macur pospremil v gol-out za Jana Ašiča. Ašič, nekoliko nerodno izvajanje prostega strela, spodrsnilo mu je, žoga je prišla do Bohaka. Bohak s predložkom, dobro je izbil tam Klaudijo Lokar, pa Pirc. Pirc na levo stran proti Kmetiču, Drnovšek. Drnovšek je poslal žogo v globino, ker pa ni bilo nobenega od njegovih soigralcev, pritiskajo sicer Krčani na Petka, Petek je nekoliko slabše žogo izbijal, obležala sta pa zdaj kar dva nogometaša tam, očitno sta trčila domači branilec in pa gostujoči napadalec. Žur in Petek sta to. Žur je sicer že na nogah, Petek pa še vedno leži na tleh.
Kraše, Krešo! Gre! Žan Petek zdaj potrebuje tudi zdravniško pomoč. Medtem pa naj povem, kaj sledi za obe ekipi. Dobroce v naslednjem krogu čez en teden odhajajo na gostovanje k Bistrici, na težko gostovanje. Potem pa dve zaporedni domači tekmi v 13. in 14. krogu, najprej obračun s Šampionom, nato pa dvoboj z ekipo iz Šmarij pri Jelšah. Žan, bo šlo, Žan! Petek je medtem ostal in počasi zapušča igrišče. Ekipo Posavja pa tudi čez en teden čaka domači obračun z ekipo Cirkulan. Nato odhajajo na gostovanje v Videm pri Ptuju, nato pa v 14. krogu še eno dolgo gostovanje na Koroško v Prevalje k Korotanu. Nadaljuje se medtem tekma, pri žogi je Macur, pa Pirc. Pirc dolgo podajo, tam sta Žur in pa Bogolin, ampak Krešo Blagus je spodobno reagiral. Jager proti Bohaku, nekoliko slabša podaja, Metič je to izbil. Dobro Bajc, pa Petek, ki je medtem že nazaj na igrišču, se je v redu z njim na srečo. Hitra podaja na levo proti Bajcu, Bajc je žogo dobil in priigral nov kot. Nova priložnost za Posavje, da ponovno zapretijo iz kota. Videli smo, kaj se je zgodilo pri prejšnjem in seveda si lahko samo želijo, da se kaj takega ponovi tudi zdaj. Podaja tokrat na drugo vratnico, kjer pa je žoga priletela vse Žurove soigralce in končala v golavtu za Tilna Ploja. Jasno, morali bodo domačini zdaj igrati tudi nekoliko pragmatično, najbrž se jim pri izvanju teh prekinitev ne bo nikamor mudilo. Spomnimo se, v prvem polčasu so večino teh golavtov izvajali s kratko podajo do centralnega branilca, zdaj pa brez kakršnega koli tveganja dolga žoga na nasprotnikovo polovico. Nova od za Dobrovce, izvajal ga bo Darjo Strah. Dobro so odkombinirali gostje. Lepa podaja proti Bogolinu. Pravočasno pa je bil tam Žan Petek, ki je žogo brez tveganja izbil v out. Pa priložnost za predložek za Krčane. Mlinar je dovolj dobro reagiral, žogo sicer izbijal v sredino. Bajc, lepa finta Bajca, podal je potem Pircu, Pirc lepo na levo stran proti Žuru, ki pa je precej zgrešil cilj. To je bila lepa priložnost za Posavje. Domačini jasno ne bodo smeli dovoliti veliko takih akcij, da ne bi gostje iz Krškega kakšne izkoristili in se vrnili na začetno izhodišče, potem ko so domačini že vodili z 2 zadetkoma razlike. Bohak in Mlinar kombinirata, dobro je potem Mlinar videl Podbrežnika, ampak podaja ni prišla do njega, Grandošek in Strah, Strah lepo z prve, Bohak do strela z voleja, ampak preko vrat je zletela žoga. Lepa akcija zdaj, tudi na drugi strani Dobrovc. Ja, lahko smo zadovoljni za igro obeh ekip, priložnosti na obeh straneh in zanimivo tekmo spremljamo v Dobroškem športnem parku. Visoka podaja proti Bogolinu, Bogolin je sicer prišel do žoge, ampak je spravil samo do Jagra, Jager do Straha, lepo takoj do Sagadina. Jager pa potem z nekoliko premočno podajo proti Strahu, pravočasno je bil tam Ašič, potem pa grob prekršek Kristjana Sagadina, za katerega si bo v 74 minuti prislužil rumen karton. Ja, tudi pomoč bo potreboval gostujoči vratar Ašič.
še drugega nogometaša, ki ga ima na voljo na klopi, pa bo, kot kaže, izkoristil gostujoči strateg Rok Zorko. Pripravlja se namreč Leonis Cekaj. Videli pa bomo, ali bo vse v redu z vratarjem Ašičem. Jasno, velik udarec bi bil, če vratar ne bi moral nadaljevati te tekme. Jasno, na klopi ni rezervnega vratarja. Bo pa, kot kaže, Leonis Cekaj tisti, ki bo vstopil in oddelal v vlogi vratarja. Oblači se namreč v vratarski dres. Vratar Ašič je sicer vstal. Morda bo vendarle lahko nadaljeval s tem srečanjem, vrača se zdaj v gol in, kot kaže, Cekaj vendarle ne bo treba vstopiti. Vsaj ne še zdaj. Pirc in Pekar sta kombinirala, potem pa dolga globinska podaja, ki je končala v posesti vratarja Ploja. Blagus, Sagadin, pa Jager. Prosti strel za Dobrovce, Krešev Blagus je tam pri žogi. Dolga podaja proti Sagadinu, nekaj težav z ostavljanjem žoge, ampak prišel je zdaj mimo Lokarja za trenutek. Preigrava Sagadin, pa Grandošek. Spretno je Grandošek prišel do žoge, Podbrežnik je tam v kazenskem prostoru. Grandošek do Podbrežnika, lepa podaja, še lepši zaključek in Dobrovce zdaj v 77 minuti vodijo z 3-1 in si pripravljajo teren, da to tekmo vendarle mirno pripeljejo do konca. Lepo je tam prišel do žoge vztrajni Nejc Grandošek in potem zelo lepo podal proti Elvinu Podbrežniku, ki pa takšnih priložnosti ne zapravlja. Prišel je še do svojega 8. gola in vztrajno napreduje po lestvici strelcev 3. slovenske nogometne lige. A še drugič zapored so nogometaši Dobrovc uspeli zabiti 3 zadetke. Sicer pa jim ponovno ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, ampak če bodo prišli do kompleta vseh 3 točk, bo to seveda kaj kmalu pozabljeno. Prosti strel za Posavje. Ponovno je Macur tisti, ki je zadolžen za izvedbo. Macur z nizko podajo, Krešo Blagus je žogo odbil v smeri svojega gola. Nekoliko nevarno, ampak mirno je žogo pobral Tilen Ploj. Ploj bo žogo znovo vračal v igro, daleč na nasprotnikov polovico proti Podbrežniku. Pa Levačič. Sagadin. Slaba podaja proti Strahu. Lokar. Macur. In pa Kmetič. Ponuja se Bajc. Kmetič se odločil za Pirca, lepo potem Grandošek. Lepo kombinirajo zdaj nasprotnikovi polovici nogometaši Dobrovc. Sagadin preigrava, lepo je podal proti Podbrežniku, kar nekaj prostora ima Podbrežnik, ni pa imel tistega potrebnega zaleta za strel. Mlinar. Bohak. Pa Jager. Držali so zdaj nekaj časa žogo v posesti nogometaši Dobrovc, ampak niso uspeli priti do konkretnejšega zaključka. Jager in pa Blagus. Pritiskajo na njega Rešetič.
Ja, menjave pa se pripravljajo na obeh klopeh. Kelc in pa Kirbiš sta pripravljena pri Dobrovcah. Na drugi strani pa že preomenjeni Leonis Cekaj. Medtem tudi rumeni karton. V 80. minuti ga je prejel Nejc Grandošek. Leva! Linar! Ja, zdaj pa torej že napovedane menjave. Odhaja tudi drugi centralni vezist iz igre, zdaj Žan Levačič. Zamenjal ga bo Aljoša Kirbiš. Pri gostih je igro zapustil Gregor Kmetič. Ja, Klemen Kelc pa bo nadomestil desnega bočnega branilca pri Dobrovcih Andraža Mlinarja. Prosti strel za ekipo Posavja. Evo, v polčasu se ne računa, da menjava. Visoka podaja v kazenski prostor, močna podaja, ampak precej nenatančna in končala je za golom. Visok pritisk Posavcev in vratar Ploje bo žogo ponovno brez tveganja poslal daleč na nasprotnikovo polovico. Grandošek, pa Kirbiš do Bohaka, Bohak lepo z prve proti Podbrežniku. Podbrežnik je poskušal zavrniti žogo na rob kazenskega prostora, ampak tam je bil dobro postavljen Benjamin Pirc. Žur proti Bogolinu, žoga bo končala v avtu. Premočna podaja je bila to Domna Žura. Še ena menjava pa medtem pri Dobrovcah. Rok Lube je tisti, ki bo vstopil v igro. Zamenjal pa bo Darja Straha. Jasno, tudi Strahu se sedaj nikamor ne mudi. 8 minut do izteka rednega dela imajo domačini 2 gola prednosti. Kelc je našel Podbrežnika. Kelc pa Bohak, lepo se je Bohak znašel ob Drnovšku in bil pod prekrškom. Žoga bo pripadla domačinom. Kirbiš in Jager. Pa Blagus. Blagus visoko poda proti Sagadinu, lepo je žogo zaustavil Sagadin. Lepo se je tam zagradil, pa vrača žogo Blagusu in Kirbiš do Lubeja. Pa dobra, globinska voda proti Podbrežniku, tam je sicer sprva Macur prišel do nje, ampak Podbrežnik mu je zdaj ukradel. Lepo Podbrežnik do Jagra, ki ima veliko prostora, ni se odločil za strel, pač pa za podajo v sredino, kjer je Kristjan Sagadin zadev izvrstno in matiral vratarja Jana Ašiča. 4-1, torej v 84 minuti in Dobrovce grejo z strumnim korakom proti drugi zaporedni zmagi, tudi drugi zmagi v tem prvenstvu in novemu kompletu 3 točk. Še ena lepa akcija, lepo je Jager podal do Sagadina, ki pa je lepo matiral Jana Ašiča. Drugi gol za Kristjana Sagadina v tej sezoni. Kirbiš z dobro globinsko podal proti Grandošku, ja, tam je zdaj bil dobro postavljen Lokar. Jager pa si je pri tem dvoboju z Rešetičem preveč pomagal z rokami in sodnik Bezjak je zapiskal prekršek v korist Krškega. Bajc je poskušal s predložkom z levo nogo.
Iztržil pa je 15. kot za svojo ekipo. Žur ponovno podajo na drugo vratnico, kjer ponovno ni bilo nobenega, ki bi napadel to žogo in še en kot se je zjalovil, medtem pa nova menjava pri Dobrovcih. Vse bo, kot kaže, izkoristil domači strateg Breber. Alen Hutinski pa bo zamenjal Nejca Bohaka. Slabih 5 minut priložnosti za igro je torej dobil Alen Hutinski. Out pa bo za Dobrovce. Izvajal ga bo Rok Lube, ki mu je Žan Petek medtem predal kapetanski trak. Hutinski. Dobro se je znašel Hutinski, rutinirano podal na desno stran proti Kelcu. Kelc dobro govinsko podajo proti Podbrežniku, ki pa do žoge ni prišel. Visoko pritiskajo Dobrovčani. Dobra reakcija Petka, ki je žogo izbijal v out. Pirc. Pa Drnovšek. Hutinski je pritiskal in žogo Pircu izbil iz nog. Kelc in Hutinski. Dobro Hutinski ob Drnovšku. Jager. Jager vrača vratarju Ploju. Ta pa je lepo našel Alena Hutinskega. Pa Kelc v globino. Podbrežnik, veliko prostora ima Podbrežnik. Grandošek in Sagadin sta v sredini. Otočil se je za podajo Grandošku, pa ponovno Podbrežnik. Žoga potem povsem na drugo stran do Roka Lubeja. Lubej se ni odločil za predložek. Sagadin. Kirbiš lepo z prve do Lubeja. Še enkrat Kirbiš, ki se je zdaj dobro obrnil. Pa Sagadin. Lubej, pa Blagus. Na desni strani je Kelc, dobro zdaj držijo Dobrovčani žogo v posesti, no pa so jo takoj izgubili. Kelc slabo podal do Podbrežnika, Ašič pa potem žogo izbija samo v out za Dobrovce. Grandošek, ta sodnik Bezjak pa je pokazal, da Klemen Kelc tukaj ni pravilno izvedel avta in žoga bo pripadla gostom iz Krškega. Dobro se je znašel Kirbiš, žogo odbil do Sagadina. Ob njem je Cekaj. Sagadin pa je storil prekršek nad Peklarjem in prejel rumen karton. Jasno zdaj, skoraj da ni več verjetno, da bi se gostje iz Krškega vrnili v boj za kakšno točko na tej tekmi. Mirno bodo oboji poskušali to tekmo samo še pripeljati do konca. Dobrovčani bodo seveda zelo zadovoljni po drugi zaporedni zmagi, medtem ko bo prisotnega nekaj nezadovoljstva v Krškem. Lepa podaja na desno proti Podbrežniku. Podbrežnik je v kazenskem prostoru, lepo je spustil žogo tam proti Grandošku, ampak dovolj dobra reakcija gostujočih branilcev. Lepo Drnovšek proti Bajcu. Bajc je v petku. Bajc je lepo podal v sredino, še enkrat več je dobro reagiral Blagus, pa Žur. Nekoliko slabša podaja, Lube jo je izbil, ne sicer prav daleč, do Peklarja. Peklar. Strel z glavo. Izbijal pa je pred Bajcom vratar Ploj. Pri žogi je Hutinski, medtem ko smo že vstopili v zadnjo minuto rednega dela tekme. Hutinski in Petek. Pa Ploj. Grandošek in Kirbiš.
En zadnjih napadov za Dobrovce, Sagadin in Lubej. Lubej pa Blagus, Kirbiš, Sagadin. Lepa podaja na drugo stran, kjer je bil Hutinski, ampak dovolj zbrano je reagiral Janašič in žogo pred Hutinskim pobral. Lokar samo do Kelca, ponovno so v posesti nogometaši Dobrovc. Hutinski, prednost pušča glavni sodnik Bezjak. Po desni napada Dobrovce, dober predložek, Kirbiš je tam žogo preusmeril, ampak leta ni prišla do nobenega od njegovih soigralcev, niti ni letela konkretno v smeri gola. Redni del tekme se je medtem že iztekel, zdaj samo še sodnik Bezjak ve, koliko je do konca. Še ena slaba podaja na sredini pri gostih. Rok Lubej bo izvajal out. Lubej in Jager. Jager lepo do Hutinskega, ki ima veliko prostora na desni strani. Odločil se je za strel. Obranil mu ga Jašič. Žoga je prišla do Podbrežnika, ki je nastreljal enega od branilcev. Še vedno se borijo tam domačini, šlo pa je očitno za prepovedan položaj. Ali pa priložnost zdaj na koncu celo za Dobrovce, da bi odjeknila celo petarda. Petek pa je žogo ob Bugolinu zdaj mirno pospremil v gol-out. Plojz natančno podal proti Kelcu. Kelc in Jager. Hutinski je bil tam, pa še enkrat Jager. Pa izbija Blagus. Do žoge zdaj Podbrežnik, lepo je Podbrežnik zaustavil, žogo se odlično znašel, potem pa ga je leta zadela v roko in zapiskal je sodnik Blaž Bezjak, ki pa je pravkar označil konec te tekme 11. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Tekme med Dobrovcami in pa Posavjem iz Krškega, ki se je končala z zmago domačinov 4-1. Najprej je že v prvi minuti zadel Elvino Podbrežnik, potem je sledila obranjena 11-metrovka Tilna Ploja gostujočemu kapetanu Mihi Drnovšku. Nato v drugem polčasu v 53. minuti avtogol Macura. Sledil je zadetek, ki je dal nekaj upanja gostom iz Krškega. Po kotu so zadeli po enem izmed številnih, kar 15 so jih imeli danes na voljo. No, potem pa v 77. minuti Podbrežnik in pa v 84. minuti Sagadin za potrditev zmage in vseh 3 točk danes za Dobrovce. Za danes bodi to vse iz Dobrovškega športnega parka. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.